Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Nesreča nikoli ne počiva. To se je pokazalo v začetku januarja na Dovjem, kjer je požar uničil 2 stanovanjski hiši in 2 gospodarski poslopji. 2 družini sta ostali brez strehe nad glavo. Vse od požara potekajo številne akcije v pomoč družinama. V ponedeljek se je v prostorih Kulturnega doma na Dovjem na izredni seji zbral Kranjskogorski občinski svet. Prisluhnili so poročilu o intervenciji ob požaru. Sklepna ocena intervencije požara na Dovjem 3.1. je pravzaprav odlična. Znotraj intervencije in znotraj analize intervencije se je pokazalo, da pravzaprav pri tej intervenciji niso gasilci naredili, če tako rečem, zelo neko poenostavljeno nekakršne napake. Mi smo nekako poizkušali že kar iskati napake, ki bi bile mogoče storjene, zato da bi ta požar bil prej omejen, prej pogašen, vendar preprosto moram reči, da jih nismo našli. To vodenje intervencije strani poveljnika gasilskega društva Dovje in seveda sovodenju poklicnega gasilca Dolarja Tomaža iz Jesenic je bilo pravzaprav na nivoju in z vsemi pravili gasilske taktike pri takšnih intervencijah. Pokazalo se je tudi, kakšno opremo na Dovjem še potrebujejo. Vsak dogodek prinese pravzaprav neko novo spoznanje, novo znanje, predvsem pa tisto, kako obarvati sosednje objekte, kako obarvati sebe in seveda na koncu te analize, kaj storiti, da bodo naslednje intervencije še boljše. Ne samo na strani gasilcev, pač pa tudi na strani, če tako rečem, krajanov, krajevne skupnosti, občine in še koga. Svetniki so soglasno sklenili, da občina za pomoč iz proračunske rezerve nameni 70 000 evrov in se prav tako soglasno odločili, da v ta namen podarijo tokratno sejnino. Župan Janez Hrovat pa je za oškodovane družine na Dovjem namenil letošnjo celoletno nagrado iz naslova nepoklicnega županovanja v višini 10 000 evrov. Ta dogodek je bil tako obsežen, tako tragičen, da je občina Kranjska Gora pač dolžna sklicati v takem primeru izredno sejo in zagotoviti tudi med drugim sredstva iz rezervnega sklada, ker mislim, da je to tragedija velikih razsežnosti. Jaz samo upam, da se bojo odzvali tudi občani, občanke, da bojo sprejeli, da je treba tudi finančno pomagati sokrajanom, soobčanom in da v bistvu bojo to humanitarno zadevo, ki so jo gasilci začeli z akcijo, z gašenjem in seveda za odpravo teh posledic, zdaj tudi vsi drugi sledili iniciativnemu odboru, vsi smo Dovje in se seveda odzvali. Jaz verjamem, da ne bomo pustili te naše sokrajane, soobčane pod milom nebom. Jaz verjamem, da mislim, da tudi sled dobrih odzivov tako Zavoda za kulturno varstvo, ki je šel na roke s tem, da bo izdal soglasje za rušitev teh v bistvu uničenih objektov, da bomo lahko v enem letu že priče vselitvi teh 2 družin nazaj v svoje domovanja pred svoja ognjišča. Te družine so zdaj nameščene zasilno v Katri, ena družina je zasilno pri sorodnikah, vendar bomo zdaj v kratkem uredili za nje normalne bivalne enote, 2, tako da se bodo v kratkem lahko vselili v bistvu v provizorij, ampak dosti dobro urejene enote. Kot je povedal podžupan Bogdan Janša, ki je tudi član odbora Vsi smo Dovje, se zdaj ukvarjajo s tem, da bi obema družinama oziroma 5 osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo, pomagali prebroditi čas do izgradnje novih hiš, saj sta obstoječi povsem uničeni. V bistvu smo probali tudi ta humanitarni del čim bolj nekako se organizirano vsega lotiti, tako da smo čim prej odprli transakcijski račun pri Karitas Dovje.
da smo pač z družinam govorili, če potrebujejo še oblačila, na kar so pač oni povedali, da tega imajo. Kar se tiče samega sena pa krme, je bilo tudi zelo hitro rečeno, da zaenkrat je že znotraj vsi poskrbljeno za to, da se pač lahko živina normalno naprej, živino normalno naprej pravlja. Tako da to je bila ena stvar, druga stvar je bila, da, kot sem že omenil, da smo zagotovili zadovoljivo namestitev in da pač razmišljamo v to smer, da okolikor ta ne bo v Katri v redu, da tudi čim prej uredimo prostore v spodnjem delu stare šole na Dovjem, kar bo neka nova investicija. In pa seveda, kar se tiče same prehrane, pa to smo zagotavljali, da je pač skupaj z podjetniki, ki jih moram pohvaliti, zasebniki, ki se pač ukvarjajo s tem, ki so pač donirali to in praktično bo tudi do 150 obrokov dnevno za vse ekipe, ki so bile na terenu, donirano strani zasebnikov, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Ja, zdaj pa sledi to, se pravi, ocena škode. Ogled na terenu bi že upravljen, najbolj smo se nekako bali spomeniškega varstva, v narekovajih bali kulturno dediščino, ker pač to je staro naselje in so hiše, kot tudi gospodarska poslopja, zavarovana, vendar je prišla, dober signal z njihove strani, kjer je pač bila obljubljena odločba izuzetja teh hiš iz registra, ker dejansko niso bile pa, po takmu povečevalem, kar se tiče varovanja. Druga stvar je pač konkretno, treba je, lastniki morajo pridobiti projektante, ki se bojo pač lotili projektov in na podlagi projektov prišli do gradbenega dovoljenja in potem se pač začne gradnja. Jaz sem optimist, kar se tiče same gradnje, se mi pa zdi, da časovno bo pa največ problemov z dokumentacijo v tem smislu, ker pač so neki zakonski roki določeni pač znotraj zakonodaje, težko je zdaj tle preskakovati in tukaj je tudi občina aktivna in smo stopili v stik z upravno enoto, kjer bomo pač probali nekako tudi skupaj diktirati tempo, da se bi zadeva vrtela ves čas in da čim prej pridejo do veljavnih gradbenih dovoljenj in začnejo z gradnjo. Kar se tiče samih zbiranj sredstev, je pa 24. januarja zdaj dobrodelni koncert, transakcijski račun je odprt, 1919, vsi smo Dovje prav tako da se nadejamo in upamo, da bo znesek nabranih sredstev čim višji in pa da ga ne bomo zdaj končali, ker moramo vedeti, da najtežje delo za ljudi, ki so ostali brez strehe, še prihaja. Predvčerajšnjim je bila na Dovjem tudi dobrodelna predstava Musical Nore babe. V petek 24. januarja pa ob 18. v osnovni šoli v Mojstrani pripravljajo dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili številni znani glasbeniki, med njimi Gajsten band Majnca Izmajlova, Denis Porčič Čorčip, Alja Volte Sula, Stane Vidmar, skupina Panda, Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in drugi. Zbirali bodo prostovoljne prispevke za družini. Prav tako lahko darujete z SMS sporočilom Dovje 5 na 1919. V četrtek, ko so začeli nočno smuko na smučišču v Mojstrani, se je tam smučalo dobrodelno. Izkupiček od prodanih kart so prav tako namenili družinama z Dovjega. Končno nam je le ratal tale smučišče zasnežiti. Sicer smo ga letos dvakrat, to sezono dvakrat zasnežili, enkrat nam ga je odplakanilo, zdaj drugič zgleda, da se bo obdržal, upajmo. Jaz mislim, da smuka je dobra, sneh je dober. Pa danes, kot ponovadi, smo prvič imeli zastonj prvo smuko, letos smo se pač odločili, da bojo karte po 5 evrov, pa vse gre v dobrodelne namene za družine z Dovjega, ki so ostale brez vsega v požaru januarja. Letos imajo tudi nekaj pridobitev. Zdaj smo dobili to sezono 2 nova topova od občine, nam jih je občina kupila, tako da decembra je ta zasneževanje kar šel, fajn. Zdaj so bile pa le majhen premalo temperature, pa malo nas je ta višinska razlika, nas je majhen zajebavala, tako da kar precej, drugače pa v enem tednu bi pa lahko, če bi bil vreme, zasnežili ta smučišče. Tudi turistični delavci v Mojstrani so veseli, da je smuka končno mogoča. Zelo vesel sem, da je končno prišel dan D tudi za nas, torej prvi zimski dan, tak ta prav, ko tudi žičanca obratuje. Kakor vidite za mojim hrbtom, je sneg odličen. Verjamem, da se bo zdaj obdržal kar dolg časa, kajti Jani se je zelo potrudil in napel vse sile, tako kot že vrsto let.
Tako da poleg Žičance je zraven tudi drsališče, s katerim upravlja športno društvo, ampak prostovoljci tudi na pobudo turističnega društva Dovje Mojstrana smo pa drsališče precej uredili tale let in zato seveda je zdaj v malo lepši podobi. Pravkar se je Jani odpravil tja, da bo prižgal luči, tako da bo danes prav poseben večer, smučanje, drsanje in še kaj. Tako da vsi ste vabljeni v Mojstrano, v vasi pod Triglavom, pridite k nam, oglejte si tu Slovenski planinski muzej, če nam bo pa ne bo namenilo še nekaj tistega pravega naravnega snega, bomo pa imeli tudi tekaške proge, tako kot že tradicionalno na Mojstranskem polju, zadaj za cerkvico Svetega Klemena in pa tudi v Radovni nasproti gostilne Psnak. Učenke in učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora bodo tudi letos sodelovali na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Kaj vse so do sedaj naredili, so predstavili na posebnem festivalu. Oj, Tinkara, tam. Tisto je gora. Levo. Tisto je skala. Malo pa desno. Šop trave rožle. Bidenčeva brada je, ne pa šop trave. Danes smo videli prvi festival Moj kraj. Kaj vse so gledalci lahko videli zdaj na tej uvodni prireditvi? Najprej so lahko pogledali, kaj so delali naši turisti v prejšnjih letih in to je bila tudi naša podlaga zdaj za ta festival, da povzamemo res vse te naloge skupaj, da smo lahko zdaj to naredili. Torej od Planice do Rateč in do izletov za devetošolce. Lahko so videli čisto vse. Skozi leta ste pobrali tudi kar nekaj nagrad. Ja, dobili smo zlato priznanje za Planico, za Skamišibajem po Rateča Hadžoka da Krapa. Uvrstili smo se tudi na občinsko tekmovanje, pa prejeli so veliko zlatih priznanj. Kako izgleda ta turistični krožek, kolikokrat na teden ga imate? Imamo ga ob ponedeljke in to izgleda približno tako, da se usedemo in potem imamo ideje, kaj bi počeli, kdo je za to idejo, komu to ni všeč in potem po naših interesih približno izvemo, kaj bi počeli in na to poskusimo uresničiti idejo z našo učiteljico. Kaj se bo letos dogajalo na delavnicah, lahko že kaj izdata? Izdelali bojo krape, hodili bojo okoli Kranjske Gore, si ogledali različne znamenitosti, nekateri bojo delali stojnico, naši učenci bojo tudi lahko probavali te jedi, ki jih bodo tudi danes pripravili. Iz katerih razredov ste na tem krožku? Smo 7., 8. in 9. razred. In vedno dobra družba? Čisto zmeraj. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde v gorah. Koliko let v Kranjski Gori že deluje turistični krožek, kaj vse ste skozi ta leta že naredili? Ja, v tem šolskem letu je to že 7. leto, tako da pripravljamo 7. turistično nalogo za festival Turizmu pomaga lastna glava. Teme preteklih let so pa bile? Zelo različne, od kulturnega turizma, zeleni turizem, potem turistični spominek, na zabavo v naravo. Vse vrste turizma smo spoznali. Koliko otrok se odloča, da so člani tega turističnega krožka, glede na to, da pa živimo v turistični občini? Ja, so kar veseli in zainteresirani, tako da turistična vzgoja je samo 1 leto. In če ga zberejo že v 7. razredu, me potem prosijo, da še kakšen drug podoben izbirni predmet dam na izbiro, da se lahko pridružijo tudi v drugih letih ali pa potem preko turistično-podjetniškega krožka. Kaj boste letos ustvarjali, s katero nalogo greste potem naprej na tekmovanje? Ja, letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava je festival Naj bo. Tako da danes se že dela turistična naloga, ker smo želeli enkrat pa res uresničiti to, kar na papir napišemo, da res to izvedemo in smo želeli, da to izvedemo še pred oddajo turistične naloge, kar je konec tega meseca. Zato danes poteka na šoli festival Moj kraj. Idejo smo dobili pri Čorčipu, nam je tudi dovolil, da lahko njegov naslov pesmi vzamemo za naslov festivala in učenci še ne vejo, samo za presenečenje potem pridejo nas obiskati tudi.
Kam greste potem naprej tekmovati s to nalogo, kako potem potekajo te stopnje do uvrstitve na vsako stopničko više, če tako rečem? Ja, najprej so območna tekmovanja po Mercatorjevih centrih, ponavadi je v Kranju, lansko leto smo šli v Kamnik in potem se najboljše naloge uvrstijo še na zaključni festival v Maribor. Koliko je pravzaprav dela, če takole oceniva, ne vem, ali to sploh gre po urah ali ne v enem letu, da pripravite tako nalogo? Zelo veliko dela učencev, učiteljev, zelo veliko je upletenih v to nalogo. Kakšen vikend gre, da je pa izfiniširano na koncu. Tako da kar težko je do idej pridati. In smo letos hoteli en tak zaključek narediti, ker tudi na šoli včasih pravijo, da čisto dobro ne vejo ostali učenci, učitelji, kaj sploh delamo. Zato je ta festival podarjen našemu kraju, ampak skozi oči, skozi delo naših učencev. Zdajšnjih, bivših, vsi, ki so del turističnega podmladka naše šole. In seveda tudi v prihajajočih letih boste s tem krožkom nadaljevali potem. Ja, vsi so zainteresirani, učenci vsako leto rečem, da je to zadnje leto, ker rabimo po en stran tudi malo pauze, kakšne nove ideje, mogoče kakšna druga učiteljica, učitelj, ampak me vsako leto učenci prepričajo, tako da bomo videli naslednje leto. Na uspehe šolarjev je ponosen tudi ravnatelj. Ja, res je. Mislim, da smo skozi uvod te naše prireditve spoznali vse o naši prelepi dolini. Začeli smo z pesmijo Denisa Porčiča, tako da smo že nekako spoznali, kako je pomembno, da tukaj živimo z vsemi našimi lepotami, našimi občani, kraji, značilnostmi kulinarike, stavbarstva. Učenci se tega zavedajo, to se je skozi prireditev videlo. Lahko smo ponosni na naš turistični krožek, ki vsako leto pripravi nov program in pravzaprav raziskuje te naše kraje. Učenci so skozi to prireditev tudi pokazali vse dosežke v preteklih letih. Ti dosežki so, da so posamezne kraje tudi opisali, njihove značilnosti, da so tudi naredili določene spominke, turistične spominke, raziskali določene možnosti turističnih poti. No, danes pa bodo skozi delavnice, ki bodo potekli skozi celo dopoldne, tudi naredili nov program, s katerim bomo letos na festivali, turističnem festivalu, kjer nastopajo vse osnovne šole Slovenije, tudi pravzaprav nastopali z nekim novim programom. Tako da se že veselimo današnjega programa in nekje 12-15 bomo na zaključni prireditvi že videli današnje dosežke. Člani in članice planinskega društva Gozd Martuljk so letošnje leto začeli delovno, z zanimivimi prireditvami, na katerih se družijo vse generacije. Planinsko društvo je zdaj na začetku januarja organiziralo tekmo v hokeju, predvsem je bila pa ta tekma namenjena našim članom, pa tudi domačinom, ki niso člani iz Rud. Moram reči, da v lanskem letu smo dobili novo bando, zato je mogoče to drsališče še bolj sedaj atraktivno in pa zanimivo. In na tekmo je prišlo kar precej, bom rekla, tekmovalcev iz drugih krajev občine Kranjska Gora. Najprej smo seveda dali tekmovati naše otroke in pa najmlajše, sedaj pa se bojo pomirili še starejši oziroma starejši mladinci in pomerili se med seboj. Za udeležence smo pripravili tople napitke. Kot nagrado pa bojo dobili tudi še pico, ki jo pa donira gostilna Jožica. Ob tem bi se rada zahvalila vsem tem mladim, ki so pripravljali ledeno ploskev, vsak večer zalivali led. To so bili Igor Tožbar, Grega Mertelj in pa Košir Boštjan. V glavnem trojka, ki je skrbela za kakovosten led, na katerem lahko drsajo tudi vsi ostali občani Kranjske Gore. Prihajajo pa seveda drsalci tudi od drugod, tudi iz občine iz Senice.
Včeraj in danes je bil v Planici dan snega. Na njem so uživale vse generacije, na voljo pa so bili smučarski tek, smučarski skoki in druge igre na snegu. Do Tamarja so se zbrani lahko podali s Petro Majdič. Namen prireditve je, da se čim več otrok spet spravi na sneg, zato ker glede na to, da je toliko enih drugih aktivnosti v današnjih časih, so tudi starši kar malo pozabili, kaj vse se na snegu da početi. In hočemo jim pričarati zimo. Tako da jaz mislim, da ko se zavijo v Planico, se zima začne letos, povsod drugod je malo bolj žalostno. Tako da, če imamo take pogoje in če imamo takle nordijski center, bi bilo skoraj da krivično, da ne bi otrokom ponudili aktivnosti, ki jih lahko ponudimo. Pripravili smo smučarske skoke, tek na smučeh, to sta prvi stvari, ki jih ponudimo otrokom v Planici. En kup animacije z maskotami, otroških poligonov, pa igre na snegu z žogo in cel kup ene dodatne ponudbe, ki je pa vedno podprta z vrhunskimi animatorji in pa vaditelji, ki so res na nivoju, tako da otroci so na varnem in vedno bolj opažamo, da se tudi starši zelo radi pridružijo tem vaditeljem, ker res vejo, kaj delajo. Danes je dan snega, pa skakam. Mečem se v sneg, sankam se, smučam, drsam, skačem. Oči je pač hotel iti sem, da bi se malo podružili pa zabavali na snegu. Pa smo pol šli, pa sem šel zdaj probat tek na smučeh, pa smo zdaj še tekmovali. Pa sem dobil nagrado. Ja, rada imam sneg, pa rada se igram, pa sploh imam rada zimo, zaradi tega, ker imam rojsten dan po zimi. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Svetovni pokal v alpskem smučanju športnikov invalidov bo od ponedeljka do četrtka potekal v Podkorenu. Premiera kriminalke Smrtna past, ki jo pripravlja Tabol teater Kulturno-prosvetnega društva Josip Plavtižar Kranjska Gora, bo v soboto ob 19:30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Ponovitev bo že dan pozneje in tudi 1. februarja. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!